Ni meje. Za dobre ideje. Pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Tokratno rubriko namenjamo ali jo nekoliko preoblikujemo tudi zaradi radijskega misijona, v katerem smo. Tik pred začetkom posebnega predavanja v sklopu mednarodnega posveta Skrivni svet avtizma smo k pogovoru povabili doktorico Katarino Lijo Kompan Erzar, ki je glavna predavateljica, zdaj se že odvija na Akademiji za glasbo v tamkajšnji dvorani. Vse do 16. ste povabljeni vsi, širša javnost. No, doktorico Katarino pa smo povabili tik pred mikrofon. Dober dan. Dober dan. Izhodišče misijonskega dne danes je Pomnoži nam vero. Kako ključna je vera, tudi ko se pogovarjamo o avtizmu, o preizkušnjah, o posebnostih določenih otrok, mladih ali slehernega človeka? Ja, vera je tukaj glavna. Zdaj, jaz ne bom govorila o pobožnosti, pa o nekih magičnih ugibanjih, kaj bo, če ne vem kaj, pa nekih takih napihnjenih čudežih, ampak o to preprosto vero, da če vzpostavimo z otrokom stik, če znamo opazovati, kje ta otrok je, mu lahko pomagamo, verjamemo, da ima njegovo življenje smisel in da ima naš odnos z njimi smisel, da nam odpira vpogled v take subtilne, globoke, zelo drugačne uvide v to, kdo smo, kam gremo, čemu smo tukaj in predvsem odpira eno dragocenost tega zaupanja, da v vsakem od nas je želja po stiku, je želja po tem, da bi pripadal in je želja po tem, da bi na svet prinesel nekaj novega. Prav pri otrocih, ki so toliko drugačni od nas, ali pa ko težko vstopimo v njihov svet, ga težko razumemo, včasih oni sami ne vemo, kako globoko razumejo sami svojo notranjost. To so kup nekih znanstvenih debat o tem, kaj razmišljajo, kaj ne razmišljajo, koliko razmišljajo. Ampak tisto, kar nam kaže izkušnja dela s temi otroki, predvsem izkušnja, mene je zelo globoko nagovorilo to, kar dela ravnateljica glasbenega centra Do Re Mi Nuša Piber, ki je preprosto rekla, glej, ne bom si pustila vzeti vire v to, da si otrok, tudi otrok z avtizmom, ki pokaže, ki se izkaže neko afiniteto, rečemo, do glasbe, do poslušanja inštrumenta, ko vidiš, da mu ta inštrument, da mu ta zvok prebudi eno malo drugačno pozornost, kakor bi bila samo ta, da nekje v kotu se ziba naprej in nazaj. Ta otrok si zasluži imeti možnost, da vstopi v življenje preko tega medija, pomeni preko glasbe. In tisto, kar želim jaz tu s tem predavanjem poudariti, je to, da ne smemo zgubiti vere. Ne zato, ker bi hoteli odpravljati avtizem, tako moderno bi vse odpravili, da bi bilo vse čim bolj navadno, se ni treba z ničemu ukvarjati, ampak da bi razumeli. Pomeni, da bi verjeli, da je kaj razumeti. Tudi tam, kjer na prvi pogled nimamo pojma, zakaj gre. In skozi posnetke, ki jih je Nuša pripravljena deliti s širšo javnostjo, bom rekla, posnetke svojega dela, kjer se ni pripravljen laboratorijski posnetek. To je pač si tam in se moraš znajti. In iz teh posnetkov upam, da bo vsem to očitno, kot je bilo meni, kaj pomeni imeti vero v to, da v tem otroku nekaj je in da lahko razumem njegov svet, če ga res opazujem, če sem tam zanga, če pustim, da me ta svet nagovori in sledim hkrati eni strukturi, ki jo imam jaz ali pa kot Nuša, kot pedagog, in hkrati otrok, ki se mu odpira pa zapira špranja, skozi katero se lahko navežemo nanj. In je neverjetno subtilno in neverjetno natančno, kako Nuša čist spontano, pa z res eno globoko vero v ta proces, najde te trenutke, skozi katere se otroci potem ob, bi rekli, preprostem igranju klavirja ali pa sledenju solfeđu ali pa pač tem glasbenim elementom nehote naučijo strukture, pozornosti, samoumiritve in predvsem tega, da ostanejo prezentni malo dalj časa v tem svetu in da lahko srkajo izkušnje, ki jim sicer ne bi bile dostopne. Prvenstveno jim teh lastnosti ne pripisujemo, pravimo, da so moteči. Se je moteč, ampak ni moteč zato, ker je hudoben. Ker ne bi želel, ne bi hotel, ali pa zato, ker nagaja. Moteč je zato, ker ga ne razumemo.
In tisto, kar je bilo meni najbolj dragoceno, je, da otroci, in tukaj ne gre za to blago motnjo Aspergerjevega sindroma, recimo, ali pa celo mogoče dobro pospremljeno ali pač kakorkoli. Tukaj gre res za otroke, ki imajo lahko pridruženo cerebralno paralizo, lahko še marsikaj dodanih izzivov, ampak ti otroci niso moteči. Ampak to pomeni, da tudi odrasel, ki je tam, ne bo dovolil, da bo tak otrok moteč. To je odgovornost odraslega, ki verjame, da si ta otrok zasluži ne biti moteč. In ta globoka vera v dostojanstvo teh otrok in v pravico teh otrok do tega, da smejo pripadati našemu neurotipičnemu svetu v okviru, kakršnem zmorijo, je tisto, kar se mi zdi neprecenljivo. In to je vera. To ni didaktika. Pogovor z Nušo Piber v sklopu naših oddaj Via Pozitiva vam je tudi na voljo v podkastu. V našem studiu pa doktorica Katarina Lija Kompan-Erzar. Še za sklepno misel, ste glavna predavateljica mednarodnega posveta, danes se odvija na Akademiji za glasbo z naslovom Skrivni svet avtizma. Za koga bo dobra ideja, če se na Akademiji danes oglasi vse do popoldanskih ur? Kaj bo slišati, kako drugače bo to preoblikovalo morda njegov odnos, pogled, se bo začela kakšna druga pot tudi v odnosu do otrok? Ja, jaz sem prepričana, da ja, zato ker program je zastavljen zelo kompleksno, pomeni zelo široko, bojo tudi kup strokovnjaki z področja prav obravnave avtističnih otrok, potem bo tudi nastop teh otrok, a ne glasbene točke. In celota, kakor jo jaz zdaj vidim vnaprej, pa upam, da nam bo uspelo vsem skupaj to doseči, je zgubiti strah pred avtizmom in hkrati razviti eno sočutje in razumevanje do staršev, do učiteljev, do teh otrok in do celotne družbe, da bi razumeli, da lahko zmagamo samo skupaj, ne vsak posebej. In ko izpostavljava vero, ker je danes tudi v ospredju razmišljanj v sklopu radijskega misijona, če imamo kaj vero, pomeni, da to ljubim, da mi je drago, da mi nekaj pomeni. Gotovo. To, čemu rečemo vera, to pomeni eno res vztrajanje v ljubečih, naklonjenih odnosih, je gotovo sad ene globoke ljubezni, ki nas presega. Najlepša hvala za ta hiter, kratek obisk v našem studiu in znova povabljeni na Akademijo za glasbo, danes na mednarodni posvet Skrivni svet avtizma. Čeprav morda tega naš otrok nima ali pa otrok iz naše okolice, pa bomo lahko spoznali globlje to razumevanje sploh otrok, predvsem se učili tega ljubečega odnosa, ker otroci hitro opazijo, smo res z njimi ali smo odsotni. Točno to, vsak otrok bi si zaslužil, da verjamemo vanga. Najlepša hvala, doktorica Katarina Lija Kompan-Erzar, in pri veliko zelo lepih projektih ste za to uspešno delo še naprej. Najlepša hvala tudi vam. Ni meje. Za dobre ideje.